Tako, zadnji ste imeli za narisati simetralo daljice, in sicer dolga mora biti 6,3 centimetra. Pa bomo poskusili, ne. Zdaj, geotrikotnik je treba v geotrikotnik je treba vnesti 6,3 centimetre. Vzamemo napisalo in najprej narišemo daljico. Začnemo pri nič. Začnemo pri nič in vlečemo do 6,3. Takole. Recimo, to je zdaj tale daljica. In ker je to daljica AB, bomo tule označili točko A in tule bomo označili točko B. Ko imate enkrat daljico narejeno, se morate pa malo pozabavati s šestilom. Vzamete šestilo in tule je moja špica, ga zapičite v A. Zdaj pa, toliko dolžine, ko boste vzeli v šestilo, toliko bo potem vaš, kako bi rekla, mora biti šestilo skozi tako narazen, a ne. Se pravi, zdaj zapičimo v A, damo šestilo nekako takle in narišemo dva loka. Lok prvi. Bom še ga malo podaljšala za vsak slučaj, takole. In potem še prenesete na drugo stran in naredite lok tule. Tako. Pol pa prestavite šestilo v točko B. Ne smete prestavljati dolžine, ki je v šestilu. In naredite še dva loka. Dobimo presečišče pri simetrali in povežemo tale dva, ki se sekata. Okej. Takole, ne. Se pravi, damo na prvo točko, pa na drugo, pa bom jaz mogoče zdaj z rdečo narisala simetralo. Takole, ne. Evo ga. Pa imamo zdaj simetralo daljice dolge 6,3 centimetre. Neke čudne številke, ne vem, kdo vam je to dal za domačo nalogo. Tako, se pravi, ta je zdaj simetrala. Zdaj pa tole pobrišemo. Ena stvar nam je še en malo zmanjkala prej pri daljicah, da bi čisto do konca končali to snov, da gremo potem naprej. In sicer trikotniška neenakost. Se zdi nekompliciran, pa sploh ni, ne. Zdaj poglejte, če imamo tri točke, recimo, da imamo tri točke, točka A, točka B, pa točka C. Če mi hočemo priti od točke A do točke C, takole, ne. Recimo, da gremo na sprehod od A, B pa C hiše, ne. Se pravi, če hočemo priti od točke A do točke C, potem je to najkrajša razdalja, da gremo kar naravnost, ne. Če pa vi recimo, ne vem, ko greste iz točke A, zavijete v točko B in greste v točko C, potem je pa ta pot, da greste od A do B pa od B do C, gotovo daljša, kot če greste od A do C. Ena možnost je še, da imate čisto enako pot, ali greste od A čez B do C ali pa od A do C. To je pa takrat, kadar bi ta točka B bila tule, a ne, da je točno direktno na vaši ravni poti, ne. Če bi bila točka B pa tule, potem bi imeli pa tole razdaljo isto kot od A do C. Se pravi, zdaj, če imamo mi katerekoli poljubne točke A, B pa C, ne, potem velja, da je razdalja od A do B gotovo manjša, kot če gremo najprej od A do C, pa pol iz C v B, a ne. To trikotniška enakost pove. Kako se pa matematično zapiše, je pa tole. Se pravi, če imamo tri točke A, B, C, potem je razdalja od A do B gotovo manjša, kot če gremo od A do C čez B. Če pa je ta
tule enačaj, se pravi, da je razdalja od A do B enaka kot razdalja od A do C pa plus B do C. Potem pa pravimo, da so te točke kolinearne in ležijo na isti premici, ne. Se pravi, da bi tule bila še točka C. Samo takrat je ta razdalja ista. Okej. Potem je še pa en pojem, in sicer, ki ga boste včasih slišali, kaj pa pomeni, če so komplanarne. Planota, ne, to je tisti hrib, pa na vrh ima ravno, ne. In planarno mislimo tako ravninsko, ne. In 3 točke so komplanarne, ne, so v kompaniji skupaj v ravnini, se pravi komplanarne. To pomeni, da ležijo skupaj v ravnini, ne. Tako, se pravi, domačo nalogo smo pogledali, pa trikotniško neenakost smo si tudi pogledali, ne. To načeloma jaz ne sprašujem ali pa kaj takega, ampak je pa tako znanje, ko morate pač vedeti, ne. Da je boljše, da greste direktno iz šole domov, kot da se še po poti iz šole ustavite v gostilni. Ali kje drugje, ne, po kakih trgovinah. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!